Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dober večer na jubilejnem 5. koncertu Pod zvezdami, ki ga boste preživeli v družbi učencev, učiteljev in gostov glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška. Veseli nas, da ste se nocoj zbrali v tako lepem številu. Še posebno smo veseli, da so nocoj z nami dragi in cenjeni gostje, s katerimi nas bosta pod zvezdami povezovala glasba in ples. Dober večer, gospod župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec. Pozdravljeni mariborski nadškof monsinjor Alojz Cvikl. Podžupan mestne občine Maribor Zdravko Luketič in drugi župani. Rektor Zavoda Antona Martina Slomška, dr. Ivan Janez Štuhec. Direktor Zavoda Antona Martina Slomška, dr. Andrej Flogi. Predstavniki nadškofije, ravnatelji šol, cenjeni gostje. Izvor nocojšnjega 5. koncerta Pod zvezdami sega v leto 2014, ko se je naš pevski oddelek pod mentorstvom profesorice Simone Rafaneli Krajnc odzval vabilo mestne občine Maribor k sodelovanju na prireditvi ob 850. obletnici prve omembe mesta Maribor. Takratni večer so poimenovali Operni večer pod zvezdami. Odvijal se je prav tukaj, pred mariborsko stolnico in celo na njenem zvoniku, v izvedbi komornega orkestra pod vodstvom profesorja Slavka Magdiča in solopevcev naše glasbene šole. Že prvi večer je navdušil skoraj 1500 glavo množico poslušalcev, ki nas je moralno obvezala, da velja s takšnimi večeri nadaljevati. Tako nadaljujemo z veliko vnemo profesorjev in drugih sodelavcev glasbeno-baletne šole Antona Martina Slomška, čeprav brez finančnega dodatka, ki bi prispeval k lažji organizaciji teh večerov. Ponosni in veseli smo, da lahko svojo glasbo še olepšamo trg starega mestnega jedra, na katerem stoji skulptura našega zavetnika Antona Martina Slomška, ki nam po vsakem uspelem večeru prijazno namigne, čeprav tega vsi ne vidite. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, želimo vam lep večer pod zvezdami, ki oznanjajo, da bo kdo med nocojšnjimi nastopajočimi segel po njih. Za vse nas pa bo večer vznemirljiv zaključek lepega dneva.
To so bili naši najmlajši izvajalci, zbrani v Orfovi skupini pod mentorstvom profesorice Nine Lorber. Spoštovani zbrani, poleg jubilejnega 5. koncerta pod zvezdami je naše šolsko leto, ki ga pravkar zaključujemo, minilo v znamenju še enega pomembnega jubileja. 10. obletnice glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška. Pred 10 leti smo namreč sprejeli izziv in začrtali pot novi šoli. Takrat smo o vizijah in ciljih takole napisali. Namen glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška je v prvi vrsti omogočiti mladim, glasbeno nadarjenim učencem kvalitetno glasbeno izobraževanje, kot tudi sodelovati v tako pomembnem procesu vzgoje otrok, odgovorne osebnosti. Eden izmed nadaljnjih ciljev šole je v naših varovancih vzbujati ljubezen do vse glasbenega in vse plesnega. In ob koncu smo zapisali: trenutno sejemo in upamo, da bo letina bogato. Pri tem imamo v mislih tako virtuoznost in odrsko uspešnost bodočih umetnikov, kot tudi bodoče intelektualce, opremljene z delovnimi navadami, čutom za odgovornost in srčno kulturo, skratka, ljudi s posluhom za estetiko in etiko. Kar nekaj zastavljenih ciljev je iz skrbno posejanih semen že pognalo kar, pa ne samo pognalo. Z veliko mero predanosti celotnega šolskega kolektiva smo poželi kar nekaj bogatih ciljev. Poleg glasbe in plesa na odru pred spomenikom zavetnika naše šole, Antona Martina Slomška, bomo v nadaljevanju spregovorili tudi o njih. Zdaj pa še enkrat prisluhnimo najmlajšim.
Omenili smo že bogate letine, ki smo jih doživeli v 10 letih našega delovanja. Med njimi so gotovo najbolj dragocene letine zadovoljnimi učenci, polnimi glasbenega in plesnega znanja, ki so s šolanjem pri nas že uspešno zaključili in so vpisani na konzervatorije in umetniške akademije ali zaposleni v glasbenih ustanovah. To so tudi bogati obeti s sedanjo generacijo, ki v ponujenih izzivih šolskih in obšolskih dejavnostih naše ustanove išče ustvarjalno zapolnitev. Vrnimo se k bogatim letinam prvega desetletja. Orffova pedagogika z jasnim sporočilom skupinskega glasbeno-gibalnega poustvarjanja na elementarnih inštrumentih spodbuja komorno muziciranje na glasbenih šolah. Tudi na naši šoli je bilo to izhodišče za bogato dogajanje Orffovih skupin. Že januarja 2016 smo na pobudo mentorice profesorice Nine Lorber pri nas organizirali prvo državno srečanje Orffovih skupin glasbenih šol. Dobri odzivi udeležencev in pohvale njihovih mentorjev so pripomogli, da se je drugo srečanje naslednje leto odvijalo pod okriljem krovne organizacije glasbenega šolstva, Zveze slovenskih glasbenih šol. Januarja letos smo izvedli že tretje srečanje, ki se ga je udeležilo 13 Orffovih skupin iz 10 glasbenih šol, skupno 175 Orffovcev. Našo šolo sta zastopali mlajša Orffova skupina, ki smo jo nocoj že slišali, ter starejša, ki je na odru že pripravljena, da se nam predstavi. Izvoli, Nina.
Med vrhunce dogajanja na prehojeni 10-letni poti štejemo sodelovanje v največjem kulturnem dogodku v Mariboru, leta 2012, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture. V čast mestu in kulturi je naša šola izvedla 2 projekta. Prvega smo izvedli v sodelovanju s katoliškimi glasbenimi šolami iz Beltinc, Ptuja, Ljubljane Rakovnika in Ljubljane Šentvida. Poustvarili smo enega najpopularnejših muzikalov vseh časov, My Fair Lady, s katerim smo gostovali tudi v partnerskih mestih Evropske prestolnice kulture, in sicer na Ptuju, v Murski Soboti, v Velenju in v Slovenj Gradcu. Drugi projekt v okviru Evropske prestolnice kulture je bila ustanovitev
trajnostno naravnanega Papagenovega festivala, ki je namenjen pridobivanju glasbeno-odrskih izkušenj mladih glasbenikov. Njihova ciljna publika pa so otroci od 3. leta starosti do zaključene osnovne šole. Tako so mladi občudovalci lahko na odru spremljali več 10 predstav, v katere je bilo vključenih naenkrat tudi do 190 učencev.
Gomezova Ave Marija v izvedbi mezzosopranistke Barbare Litršek. Dobro strokovno delo se na naši šoli hvaležno odraža tudi v uspehih naših učencev, ki so na številnih domačih in mednarodnih tekmovanjih dosegli uspehe, na katere smemo biti upravičeno ponosni. V letošnjem šolskem letu smo imeli 19 takšnih izjemnih glasbenikov, učencev, ki so na 17 različnih tekmovanjih prejeli 17 zlatih oziroma prvih nagrad, 7 srebrnih oziroma drugih nagrad ter 3 bronaste oziroma tretje nagrade. Nekatere nagrajence smo nocoj že slišali, nekaj pa se nam jih bo še predstavilo. Med njimi je Tim Cergol, ki se je letos udeležil 5 mednarodnih klavirskih tekmovanj ter 2 tekmovanj iz solfedža. Prejel je 4 prve, 1 drugo in 1 tretjo nagrado. Škoda vseh nadaljnih besed, ko najlepše govori Timova glasba sama. Tim, izvoli, oder je tvoj.
Če želite našo šolo bolje spoznati in se nanjo opisati, bo gotovo koristna informacija, da je opis na šolo možen še to sredo, 20.6. ob 18. uri na sedežu šole na Vrbanski cesti 30. Na glasbeni in baletni šoli Antona Martina Slomška, seveda. Glede na zelo uspešno produkcijo pevskega oddelka, kamor poleg navdušujočih nastopov uvrščamo tudi odlične pevske rezultate na domačih in tujih tekmovanjih, smo se v šolskem letu 2015-2016 odločili, da mednarodno tekmovanje in mojstrske tečaje izvedemo v lastni organizaciji na našem zavodu. Tako smo aprila 2016 uspešno izvedli prvi mednarodni mojstrski tečaj in glasbeno tekmovanje za pevce in korepetitorje International Music Masterclass and Competition Maribor 2014. Drugo mednarodno pevsko tekmovanje, ki smo ga izvedli pred 3 tedni, smo nadgradili s koprodukcijskim sodelovanjem opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki je zmagovalcema 4. in 5. kategorije za nagrado poklonil operno vlogo v sezoni 2018-19 oziroma 2019-2020. Nanj se je prijavilo 42 solopevcev iz 10 držav. Tekmovanje smo zaključili v stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor z gala koncertom nagrajencev v spremljavi orkestra opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Od 3 udeleženk tega tekmovanja iz naše šole smo danes že slišali Enejo Lino Brglez, dobitnico 2. nagrade. Prav tako bomo v nadaljevanju koncerta slišali sopranistko Terezijo Potočnik, ki se je uvrstila v finale 5. kategorije, kasneje v duetu pa še sopranistko Ano Studen, prejemnico 2. nagrade mednarodnega pevskega tekmovanja.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano perché solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Forse non si usano più. Mamma, la mia canzone la più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca che c'hai i miei bricioli d'or. Sento e la voce ti manca, la nina nana d'allor.
Kar nekaj vas je nocoj tukaj, ki imate radi naše Miklavževe dobrodelne koncerte. Že od leta 2012 jih pripravljamo v športni dvorani Vrbanska. Na nje povabimo ugledne slovenske glasbenike. Do sedaj so naše koncerte obogatili Andrej Šifrer, tenorist Janez Lotrič, Nuša Derenda, Oto Pestner, Darja Švajger, Oto Vrhovnik, Nuška Drašček in tokrat Nina Pušlar. Številno, tudi tisočglavo hvaležno poslušalstvo nam pomaga zbirati sredstva za dijake iz socialno šibkega okolja. Hvala lepa za to. Sedaj pa zopet prisluhnimo pihalnemu orkestru Glasbeno-baletne šole Antona Martina Slomška pod taktirko našega profesorja, dirigenta Tadeja Kušarja.
lontana sei le parole, io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye, poesie che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Time to say goodbye. V izvedbi sopranistke Ana Studelj in mezzosopranistke Barbara Juteršek. Številni izstopajoči dogodki v naši kratki 10-letni zgodovini so nocoj ostali neizrečeni, kar pa ne pomeni, da niso dragoceni. Ostali nam bodo v lepem spominu in izrečeni ob kakšni drugi priložnosti. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. S to slomškovo mislijo, v kateri je strnjena pedagoška bit vseh učiteljev, zaključujemo nocojšnji koncert. Iskreno si želimo, da bi gorečnost in predanost učiteljev pedagoškemu poslanstvu preko glasbe in plesa vnela srca naših učencev in vaša srca, drage obiskovalke in obiskovalci, ki spremljate našo delo. Marjeto Slomškov blagoslov. Če vas je koncert navdušil, vas vabimo, da s prostovoljnim prispevkom nagradite naše delo. Iskreno hvala vnaprej. In storimo vse, da se bomo tudi prihodnje leto, leta 2019, srečali pod zvezdami. Hvala. Dragi gospod Mačko, jutri praznujete vse najboljše iz srca.